Pozdravljeni, čas je za nogomet. Lep pozdrav iz Nove Gorice, kjer se bo kmalu začela tekma 34. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. V športnem parku Nova Gorica se bodo pomerili nogometaši Gorice in Celja. Če je pred vrata, tole dobra podaja, prva resna priložnost na tekmi. Če bo podal tudi z druge strani, tokrat poda proti oddaljenejši vratnici, vnovič nepravilnost in na prvo točko je pokazal David Šmajc. Karpo je nepravilno oviral nasprotnika, zelo nespametna poteza Belgica. Hrka je bil na letu in tudi rumeni karton za Ibrahima Karpa. Gorica torej dobiva priložnost, da že v uvodnih minutah pride do veliko odgovornosti. Dobil je znak Etienne Velikonja. Etienne Velikonja in Branko Bradović, pa tekma iz odbika. Etienne Velikonja, Gorica vodi z 1-0. Najprej sicer obramba Matka Obradovića, toda Velikonja je pričakal odpadek in žogo potisnil v prazno mrežo. Veselijo se vrtnice. Matko Obradović je bil blizu, toda ni uspel preprečiti zadetka nasprotnika. Etienne Velikonja pa torej do 5. gola v letošnji sezoni, skupno njegov 72. gol v prvi slovenski nogometni ligi. Kolobarič ni uspel priteči na to podajo, Celjani tako v nov nalet. Popovič, Denis Popovič, priložnost za Celje, gradi se Bajde, toda na mestu Dajčar. Nasprotniku povzročil probleme za splana obramba Gorice, to so kaznovali Celjani. Mark Zabukovnik, 1-1. Kakšen lapsus Gorice, pa tako dobro jim je šlo, tako dobro in harmonično so pokrivali prostor. Zdaj pa so pokleknili in njihova obramba je kapitulirala. Mark Zabukovnik je izkoristil zmedo v domačem taboru. Bajde pa na desno, kjer ima veliko prostora Eichmajer. Eichmajer, to je dober prodor. Nekaj več prostora za podaj pred vrata Matko. Aljoša Matko, noro, kaj počne ta nogometaš. Kakšna strelska forma, Celjani do popolnega preobrata. Matko je zdaj 5. najboljši strelec lige. Proti sredini je pokazal David Šmajc, 11. zadetek Matka v letošnji sezoni. Njegov 35. gol v prvi ligi, pohvale tudi za Eichmajerja. Ni velikokrat prodrl danes, tole pa je bilo naravno sijajno. Udarec iz kota za vrtnice. Po neposredno strelno vratno brani Matko Obradović. Kakšen poizkus je bil to? Agron Šalja. Gospod Šalja, dobili smo nekako dokaz, da prva liga res ne odpušča napak. Praktično dve situaciji, ko vam je malce popustila zbranost v obrambi, Celjani imajo to kvaliteto, da so to izkoristili. Tu verjetno gre iskati razloge za današnji poraz. Ja, sem že pred tekmo fantom dejal, da je pač ključ do uspeha danes koncentracija. Škoda, da je v tistem trenutku popustila. Smo prejeli sploh ta prvi zadetek, ko se je bilo potrebno hitro formirati v obrambo za prekinitev. Pak nimamo kaj. Dobro je to, da smo vseeno potem zadnjih 15-20 minut uspeli vršiti nek pritisk na nasprotnika in poskušali in iskali ta zadetek, da se nismo predali. Nedvomno je pa pač Celje v tem trenutku kvalitetnejša ekipa od nas. Skozi to njihovo posest seveda uspejo dominirati na tekmi. Nimamo kaj, potrebno je iz tega poraza izvleči tisto, kar je bilo dobro, popraviti tisto, kar ni bilo dobro in iti naprej. Veliko ste poskušali tudi z menjavami, pravzaprav vse, kar ste imeli na klopi, recimo v tem napadalnem segmentu, ste dodali, dejali ste, malce smo vršili pritisk. Kaj še nekako zmanjkalo? Kaj bi še lahko danes naredili več, da bi morda vzeli kakšno točko?
Dobro, v štartu pač ne smeš prejeti takih zadetkov. Zdaj, če ti prejmeš take zadetke, boš proti ekipi, ki je kvalitetnejša trenutno, težko dosežeš rezultat. Celje seveda ima to kvaliteto in ima to rutino, da potem zna se tudi obraniti, ko je potrebno. Seveda aktiven rezultat bi nas peljal proti uspehu. Verjetno, če bi zdržali še nekih 10-15 minut, bi tudi ekipa Celja ne bila tako suverena več v tej svoji igri, bi postajala tudi nervozna, kar bi šlo nam v prid, odpirali bi se prostori za protinapade, z menjavami bi seveda lahko to še temu to dodali, ampak nimamo kaj. Pač tekma se je tako odvila, potrebno je bilo odreagirati. Fantje, ki so prišli s klopi, so vseeno dali svoje, dvignili so nivo igre. In škoda, pač seveda bi bil tudi na današnji tekmi na koncu, kako se je peljal rezultat, tudi bi bila tudi točka uspeh. Vendar nimamo kaj, tekma je za nami, potrebno je gledati naprej. Dobro je, da imamo zdaj le malce več časa, ker sta bila te dva dobra tedna zelo intenzivna in se pripraviti na naslednjo tekmo čim boljše. Ja, v moji družbi ob robu igrišča trener Celja Roman Pilipčuk in pa njegov pomočnik Darjan Matić. Dejali ste pred tekmo, težka tekma nas čaka, imamo nekako težave s temi ekipami z dna lestvice, na koncu pa je odločil drugi polčas. Kaj je bilo po vašem mnenju v tem drugem polčasu drugače kot v prvem? Сказали перед игрой, что нас ждет тяжелая игра, что у нас проблемы с командой с нижней части турнирной таблицы. Решил второй тайм, что случилось в втором тайме, что хорошего. Да нельзя сказать, что только во втором тайме мы всю игру играли хорошо. И в первом тайме имели моменты, подходы имели. Во втором тайме мы просто свои подходы решили. Считаю, что ребята молодцы, потому что нашли в себе силы и исправили эту мелкую ошибку, которую мы допустили. Fantje so bili danes odlični. Nekako tudi prvi polčas smo imeli svoje priložnosti, katere nismo izkoristili. Drugi polčas smo situacije, katere smo imeli nekako zadel. Še enkrat, fantje so bili odlični in so najdel nekje to moč, da so obrnili ta rezultat. Nekako se je zdelo, da ste kar dobro predvsem preprečili te goriške protinapade, iz katerih so nevarni. Tudi na koncu se ni zdelo, da ste pretirano trpeli. Ste bili na klopi mirni, da boste tekmo pripeljali do konca? Как бы хорошо взяли их контратаки, они хорошо перекрыли их контратаки, и после того, когда забили второй гол, некако Закрылись. Они типа не имели особенно много моментов. На лавке было спокойно. Если на лавке было спокойно. Но мы готовились к сопернику. Мы понимали, что соперник будет ждать эту контратаку. Мы ей перед игрой сказали. Mi smo se pripravljali na nasprotnika, smo tudi pred tekmo rekli, da bo naš nasprotnik danes probal na protinapade. Мы понимали, что при потере мяча они будут сразу играть длинный мяч, поэтому подготовили защитников к тому, что если есть возможность длинной передачи, чтобы они уже закрывали ту зону, которая будет находиться за спиной. Zavedali smo se, da ko bomo žogo izgubili, da bo nasprotnik igral dolgo žogo oziroma proti naprej in nekako smo pripravili branilce, da so se nekako spustili in da so že čakali to žogo v globino. Ну а после второго гола, естественно, мы закрыли середину, добавили еще одного опорного полузащитника, и поэтому кроме стандартов соперник больше ничего не имел. Но стандарты были достаточно опасны. Potem, ko smo zabili, smo dodali še enega zadnjega veznega, smo zaprli sredino, ampak je razen prekinitev nasprotnik nič ni imel, ampak so bili te prekinitve, par jih je bilo zelo nevarno. Za konec še tole, hitro ste opravili zamenjavo, praktično po pol ure igre. Kaj ste želeli pridobiti s tem, ko ste v igro poslali Gregorja Badeta? После полчаса мы уже сделали замену, что хотели с этим. Ну, Ибра немножко в игру не вошел, поэтому плюс пенальти этот заработанный, поэтому понимали, что нужно что-то менять. Поменяли, раз выиграли, значит сделали правильно. No, nekako Ibra ni šel glih najboljš v tekmo, plus ta penal, ki je bil, smo se odločili za menjavo in kot kaže, smo se odločili pravilno. Nec, kar nekako na lahko ste zapravili prigarano iz prvega polčasa. Trenutek nezbranosti, ki vas je danes kar drago stal.
Ja, škoda, ta poraz res boli. Po prvem polčasu smo vodili 1-0, drugi polčas stopil naivno, 2 naivna gola in to nas je kaznovalo. Sicer po drugem golu smo se nekako dvigali, probali zabiti, ampak žal ni šlo. Še 2 tekmi sta do konca, še vedno imate glede 9. mesta seveda vse v svojih rokah, se pa nekako obeta tista zadnja tekma, ki bo tule odločilna s Taborom. Kakšen je zdaj najprej načrt za Muro? Točke tam bi prišle spet zelo prav. Ma dobro, nikoli ne smemo obupati, to ni v naši krvi, moramo garati do konca. Zdaj imamo prvo Muro, moramo na Muro misliti in potem tista zadnja tekma, če bo odloča, upam, da ne. Tako da se bo treba pripraviti na obe tekme. Nejc, v drugem polčasu ste Celjani dosegli tisto, kar ste si želeli, to je zmaga, pa me zanima takole vidik z igrišča, kaj je bilo z vaše strani v tem drugem polčasu drugače kot v prvem? Ja, nič, prvi polcajt smo pač dobili ta zadetek, ko ga pač včasih dobiš, ko nisi pozoren, drugače pa drugi polcajt smo pokazali karakter ekipe in to, kaj smo govorili, da bomo ga zabili in tudi smo zabili potem 2 gola. Tudi sami se v zadnjem obdobju vse bolje počutite v Celju, redno začenjate tekme, zdaj tudi asistenca, verjetno tudi nekako osebno zadovoljni s tem, kar kažete na zadnjih tekmah. Ja, seveda, vedno sem si želel dati prvo asistenco v prvi ligi, drugače pa moram se zahvaliti za zaupanje treneru in ja, to hočem izpolniti svoja pričakovanja.